Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni na Beletrina v živo. Ob priložnosti novega slovenskega prevoda kultnega romana Stephena Kinga Sijanje se danes pogovarjamo s Simonom Popkom, direktorjem Ljubljanskega filmskega festivala, filmskim publicistom, literarnim kritikom. Sem še kaj pozabil? Dosti, hvala. Dobro, mogoče za začetek. Simon, kako dobro si ti seznanjen v bistvu s Kingovim ogromnim opusom, ki šteje, mislim, da 65 romanov, več kot 200 kratkih zgodb, in v bistvu kam sodi, recimo, po tvojem mnenju, Sijanje znotraj tega? Ja, jaz moram priznati, da sem se s Stephenom Kingom seznanil dosti pozno. Stephen King, njegova literatura sta dolgo časa imela pri meni eno tako stigmo, ki je izhajala iz čist praktičnih, mislim, iz moje mladosti. Jaz sem odraščal v 80-ih letih, takrat literatura Stephena Kinga v Sloveniji oziroma takrat v Jugoslaviji v bistvu tako rekoč ni bila dostopna. Takrat mislim, da prvi prevodi so se pojavili šele koncu 80-ih, en prvih, mislim, da je bil Mačje pokopališče. 80-ta so bila tudi obdobje najslabših adaptacij Kingovih romanov. To je bilo cela serija res obupnih filmov po njegovih filmih. Zelo redko da se je zgodilo, recimo, da je, ko je prišel Stand by Me v leta 86, smo vsi skočili in smo rekli, aj možno, da nastane dober film po Kingovem romanu. Ravno filma Shining takrat ni bilo za dobiti pri nas. Vemo, da Kubrick je takrat prepovedal predvajanje svojih filmov v Jugoslaviji, tako da tega filma nikoli ni bilo v distribuciji. Video boom se je takrat ravno začenjal, tako da mi smo potem na teh piratskih videokasetah šele kasneje videli njegove filme. Tako da nekako smo, vsaj jaz sem dobil občutek, da on mora biti nek obupen pisec, če tako grozni filmi nastajajo po njegovih delih. In potem šele postopoma, šele ko sem bil jaz v 30-ih, 35-ih, sem nekako, v bistvu, po mojem bil celo prvi roman, ki sem ga prebral, tale 22. november v 63, ker me je ta tema, pač Kennedyjev umor, pa to me je zintrigirala, tako da to je bilo šele po letu 2000, jaz mislim. Potem sem pa seveda, potem je pa objavil še tole trilogijo Billa Hodgesa, kjer je to so bili njegovi prvi krimiči, skratka, da ni bil horor, ali pa nek fantazijski roman z znanstveno-fantastičnimi elementi. Tako da sem v bistvu prišel do Stephena Kinga preko stranskih vrat. Šele kasneje sem potem bral te njegove znamenite Salem's Lot, Carrie. Moram reči, da Kingovi romani, da me ne privlačijo zaradi teh fantazijskih elementov, nasplošno nisem največji fan znanstveno-fantastične literature. Tukaj so mi najbolj imponirali te, bolj vzhodnjaki, Stanislav Lem, brata Strugatski. Tako da tudi večina njegovih romanov, ki prestopi v to neko fantazijsko in pa s temi nadnaravnimi dogodki, morda niso moji ravno najljubši. Tako da so mi bolj všeč te njegovi realistični v narekovajih, čeprav seveda on nima realističnih romanov, ampak vendarle, ki nekako je osnova, izhaja recimo iz neke realne situacije. Tako da ja, jaz sem dosti pozno prišel do Kinga in recimo, da sem prebral do zdaj mogoče 21 romanov njegovih, kar se mi zdi še kar, lahko se čutim kompetentnega, da govorimo o njegovem opusu. Če se mogoče malo vrneva k temi, ki si že načel, v bistvu k tem ekranizacijam Kingovih romanov, v bistvu že Carrie je bil tak prodoren film, s katerim je on zelo hitro prišel na nek širši zemljevid. Potem pa kmalu zatem v bistvu Kubrick posname Shining in upam si reči, da v bistvu verjetno večina gledalcev in bralcev se je prej srečala s filmom kot z romanom. Obenem pa je dobro poznana ta v bistvu
to veliko nezadovoljstvo Stephena Kinga v odnosu do Kubrickove vizije in do te ekranizacije. Pa mogoče bi lahko kakšno rekla na temo, kaj so te neke bistvene razlike med filmom in romanom v bistvu. Ja, tukaj je treba vedeti, da sta dva zelo različna ustvarjalca, imamo tukaj opravka z njima. Jaz Stephena Kinga doživljam kot neke vrste literarnega Stevena Spielberga, kjer je zelo pomembno, oba imata neko to senzibilnost za to življenje v tej podeželski, malomaščanski Ameriki. Spielberg ima to zelo izdelano, in potem vtrešči nek dogodek, ali Morski pes, ali Vesoljec E.T. pride, in bi rekel, razburkata ustaljeni red. Stephen King gre pa seveda bolj v ta horror žanr, ampak on absolutno ima to neko čustveno razsežnost, ti liki so zelo izdelani lepo. V bistvu Kingovi romani so, jaz jih celo veliko bolj kot grozljivke ali pa trilerje jemljem kot neke zgodbe, dostikrat so to zgodbe o odraščanju. Recimo It je sijajen primer, kjer roman je dolg 1500 strani in to je v bistvu enako zgodba o tej pošasti kot zgodba o odraščanju teh mladinčev in tako dalje in tako dalje. Tako da, če iz vidika Stephena Kinga so njegove opazke proti Kubricku čist razumljive. On je bil res užaljen, ker je Kubrick, predvsem njegove like jih je v bistvu izničil, predvsem lik Jacka Torransa, pa tudi Wendy, njegove žene, ki je v filmu v bistvu zreducirana na neko kričečo, histerično bitje. Tako da, seveda, Stanley Kubrick je bil pa ta velemojster teh mehanizmov. Veliko filmov njegovih se ukvarja z nekim z neko spodletelo mašino oziroma z mašino, ki v nekem trenutku se izmeša. Recimo tako, kot je v The Killing, temu filmu noara, se izfiži ta genialno zasnovanje rop, ali pa v Full Metal Jacket se smeša temu junaku, ki potem Strangelove, Dr. Strangelove in tako dalje. Vsi skoraj njegovi filmi imajo en element tega pokvarjenega stroja in zelo podobno je tudi s filmom Sijanje, kjer je seveda Jacku Torransu. Seveda, Stephenu Kingu je šlo najbolj v nos to, da pač ta lik Jacka Torransa, on je rekel, ker v samem romanu Jack Torrance je na začetku normalen človek, ljubeč oče, družinski človek in postopoma ga ta hotel Overlook mu potem smeša glavo. In tudi v samem finišu, zdaj, če pač mačkam uvedemo nek spoiler, tako da zdaj za 5 sekund ne poslušam. Spoiler alert. Na koncu v bistvu Jack Torrance se bori za svojo družino in za sina, in poskuša jo rešiti, medtem ko seveda v filmu s to sekiro seveda ogroža tako sina kot hčer in pa seveda na koncu plača to ceno. Tako da tukaj je on videl ta napad na ta svet Stephena Kinga, ki mu seveda ni bil všeč. So še drugi detajli, seveda, ampak ta element, da je v bistvu totalno te like. Jack Torrance, Kubrick je, on v filmu v bistvu sugerira, da Jack Torrance nikoli sploh ni zapustil tega hotela. Da on in njegov duh sta že skozi tam naseljena, potem tudi ta fotografija, na katero se na koncu kamera zoomira, pokaže, da on je že v hotelu vsaj od leta 1921. In tako dalje. Kubrick je dejansko ni bil zaman interpretiran kot hladen režiser, kot režiser, za katerega čustva lih ne igrajo veliko vlogo.
Poleg tega je bil Shining kamen v mozaiku serije njegovih filmov. Če pogledamo Barryja Lyndona, ki ga je posnel pred Shiningom, in pa Full Metal Jacket, tukaj lahko govorimo o neki neformalni trilogiji z močnimi očetovskimi liki, bodisi na dejanski ali na neki metaforični ravni, ne, ki se jim na neki točki zmeša, ne, tako kot Redmond Barry na koncu Barryja Lyndona obračuna s sinom in potem za to plača ceno, ne, izgubi nogo in pač, bi rekel, mentalno in moralno propade, ali pa ta polkovnik, vadbeni inštruktor v Full Metal Jacket, ki seveda ima svojo malo družino teh vojakov, ki jih pripravlja za vojno v Vietnamu, ne, in je ta destruktivni element in znova plačati pač ceno za svoje početje. In tukaj je čisto podobno v Shiningu, ne. Pa Jack Torrance je ta nevarni očetovski lik, ne, ki pač potem na neki točki se mu zmeša in seveda plača ceno. Se mogoče niti ni tako čudno, ne, v bistvu ta Kingova reakcija, ker se mi zdi, da bi lahko v tem romanu brali tudi nekaj avtobiografskih motivov. On je pisal ta roman, ko je podobno starosti kot Jack Torrance, on je, mislim, da jih pred tam okoli 30. leta, prav tako se je on spopadal z alkoholizmom v času. Otroke je imel, ki so bili podobne starosti kot Danny, recimo. Tako da mu je verjetno zelo intimno blizu vse skupaj, in potem, ko Kubrick to splošči te like, in tako je v bistvu res neka poanta njegova se tu zgubila, ampak razmišljam o tem, da se pa vseeno knjiga in film na nek način lahko dobro komplementirata, v smislu, če je roman bolj poglobljena študija alkoholizma, družinskega nasilja, teh odnosov, in po drugi strani, ne vem, Kubrickova vizija mogoče da neko drugo plat, ker vseeno tudi roman in film nekako obravnavata ta hotel kot neko pač veliko manifestacijo Amerike 20. stoletja na nek način. Tam so predsedniki so nočili, različni magnati, mafici, podjetniki, in že samo svojo prisotnostjo, nekateri so tam tudi umrli, pač nekako ustvarijo to pošast, ki je hotel, ne. Kubrick pa v bistvu vpelje še en ta element, ki ga v knjigi ni, torej se pravi, celo izrečeno je v filmu, da je zgrajen hotel na indijanskem pokopališču, ne, in tudi ta velika zabava v hotelu se dogaja na 4. julij, kar tudi v romanu ni. Torej tako nekako jasno evocira ta nek genocid nad Indijanci, ne. Ja. Film Shining je en najbolj interpretiranih, če ne najbolj interpretirani horor vseh časov, tudi napačno interpretiran, oziroma teh interpretacij je toliko in so tako divje, da seveda težko se z vsemi strinjaš. To tudi vse te interpretacije je spravil ta dokumentarni film Rodija Asherja Soba 237, ne, kjer je torej, kjer je dejansko govoril o teh zarotniških teorijah, kaj ne bi se našli ljudje v tem filmu, ne, od tega, da je to priznanje, ker pač če ni nosi tole majico z raketo Apollo 11, ne, da je to Kubrickovo priznanje, da je on režiral pristanek na Luni, ki se v resnici nikoli ni zgodil, ne, ker to so govorili pač, ne, te teoretiki od samega začetka, ne, da je to tudi, bi rekel, obsodba holokausta med drugo svetovno vojno in vse možno, no. In dejansko so indici, ne, v filmu Kubrick je imel to afiniteto, da zelo komaj vidnimi detajli, da ti sprovocira neko razmišljanje, ampak ni pa seveda to nujno, da zdaj on da karko prizna, ali pa ne. Recimo v tisti sceni, ko Andy zapre Jacka Torrancea v shrambo, so za njim recimo neke tele tako konzerve z motivi Indijancev gor in tako naprej. Skratka, tukaj gre domišljija dostikrat čez Evropo. Je pa to zelo zabavno in opazovati in brati, seveda večkrat, ko gledaš film
ponovadi najdeš kaj novega, no, ali pa ti nekaj demantira to, kar si prej mogoče razvil neko tezo. Tako da to je zelo hvalevreden film, zelo hvaležen film, no, ja, če imaš dobro domišljijo se. Zato tudi recimo za filmske teoretike to zelo hvaležen film. Nasploh so žanrski filmi po navadi, ker se da nanje nalepiti zelo veliko konceptov od psihoanalize in pa tako naprej. Zato si filmski filozofi v bistvu redko obdelujejo neke umetniške filme in pač večkrat žanre in še posebej žanr ameriškega filma. Mogoče čisto tako, da malo prisekava, že dolgo let se v bistvu krešejo tukaj različna mnenja glede prevoda, tako romana kot filma. Zdaj v Sloveniji smo vsaj 3 različne smo dobili, se pravi, ko je Marcel Štefančič piše o filmu Šajnanje recimo, prejšnji prevod se je glasil Izžarevanje, zdaj smo pa pri Sijanju. Kako imaš ti neko svojo... Ja, jaz v knjigi, ki sem jo napisal, sem tudi uporabil prevod Sijanje. Ne, da je to pravilni prevod, ampak ja, mogoče je res čist še najbolj eksakten, ne, čeprav ni izžarevanje, mogoče še najbolj, težko bi rekel, no. Ker pa dejansko tukaj gre za to komunikacijo med Vdenijem in pa Haloranom, tem temnopoltim skrbnikom hotela, ne. Ja, pač tukaj je bilo to naključje, da pač Šajnik nikoli ni bil v filmski distribuciji, nikoli ni dobil uradnega distribucijskega naslova, čeprav se to ni nič hudega. Včasih so tudi uradni distribucijski naslovi tako grozni, da se potem niti ne primajo in pač ljudje uporabljajo neke alternativne prevode ali pa pač ohranijo pač izvirnik, ne. Tako da tu še najmanjši problem, no. Ampak ja, seveda, običajno govorimo o Shiningu, ne, torej niti se ne trudimo ga posloveniti. Tako, ne, zdaj, prej smo omenili, da je King napisal 65 romanov, ful je impresivno dejstvo, da je bilo posnetih, mislim, da 45 oziroma nekje med 40 in 50 filmov po njegovih delih, če upoštevamo tudi te, ki so zdaj še v predprodukciji, recimo, ali pa v produkciji. Pa me zanima, kakšno imaš ti mnenje o teh, mislim, generalno o ekranizacijah literature in mogoče za na konec, če imaš par favoritov, recimo med temi ekranizacijami Kinga, pa mogoče tudi na ta način, če kakšen tako slab, da je že dober. Recimo, jaz sem ful fan Langolirjev, ki je bil TV film, pa se mi zdi, da je tako zelo zabaven ogled, sploh tako s tem zamikom. V bistvu, ko sem pred časom šel malo čez filmografijo in sem začel šteti, koliko filmov je vrednih, da se jih pogleda še enkrat, koliko je res dobrih. V bistvu potem ugotoviš, da niti ni tako slab odstotek, no. Se pravi, pri meni to že čisto podzavestno, ne, v mojih malih možganih, jaz sem skozi to, se mi vrti ta moja najstniška travma, ker takrat so res nastajali najslabši filmi po njegovih delih, ne. Ampak potem, če pogledaš, v bistvu vidiš, da v bistvu so številni filmi so danes dojeti kot večne klasike. Že prva ekranizacija njegovega romana, ko je Abraham de Palma posnel Carrie, je klasika, ne. Shining, mislim, da lahko govorimo o klasiki. Mislim, da je bil Shawshank Redemption, ne vem, vem, da je bil takrat leta in leta najbolje ocenjeni film na Internet Movie Database. To je bil film, ki je prehitel tudi Botre pa Casablanco. To je bil dejansko film z najvišjo oceno na tej najbolj popularni spletni strani za film, ne. Meni je zelo všeč Misery, recimo, film, ne. Tudi tale Dolores Claiborne iz leta 1995 se mi zdi, to so njegovi najbolj realistični filmi in tudi same adaptacije so bile dosti, ne. Zato se mi tudi meni čisto osebno mi zelo imponirajo, no. Tako da
Ja, zdaj tako slab, da je pa dober, ne, tukaj bi bilo treba pa že razmisliti, ne, ampak nisem si upal nikoli ponovno gledati teh filmov, čeprav sem imel fazo med pandemijo covida, takrat, ko smo imeli veliko časa, vsi sem dejansko ponovno gledal ta slab žanr 80-ih, ki smo ob njem obraščali, te filmi z Van Dammom, Sylvestrom Stallonom, sem imel eno tako čudno fazo, ko sem po 30 in več letih gledal znova te filme, ne, in da sem podoživljal mladost in sem ocenil, a so res tako slabi, a mogoče zdaj ima nek nov film, pa da je kakšen guilty pleasure, ne, da ti je všeč. Tako da film s tem psom, Cujo, mislim, da se kar solidno drži, no. Takrat sem ga imel, to sem si recimo pred časom pogledal, ne. Tako da nisem pa zdaj tako mazohističen, da bi šel prav vse filme znova podoživljati. No, morda kdaj v prihodnosti. Vem, da mi je zelo všeč Cronenbergova verzija Mrtve cone. Mislim, da za ta roman še ni slovenskega prevoda, če se ne motim. Tako da apeliram, ne, da morda kdaj, ker tudi jaz še nisem bral romana, moram priznati, Dead Zone mi manjka. Tako da ja, recimo, to je en film, ki včasih ob nastanku mi ni preveč bil, zdaj pa ga kar cenim, no. Ok, mogoče lahko s tem apelom zaključiva ta nek kratek uvod oziroma vabilo k branju. Hvala, Simon. Hvala tebi. Se vidimo naslednjič. Beletrina. V živo.